Dober dan, pozdravljeni. Namen današnjega videa je, da vam predstavim kratek priročnik za prezračevanje kuhinje s checklisto. Kaj moramo vedeti, kaj je potrebno pripraviti in kateri so naslednji koraki. Na tem priročniku so poglavja, predvsem ki vodijo in opišejo tiste osnovne zadeve, in na začetku je tisto, kar moramo najprej mi vedeti, zato da lahko se sploh začnemo pogovarjati in pripravljati neki določen koncept. Mi želimo problem rešiti, vi ga imate, mi pa ga želimo rešiti. In je seveda k temu zelo pomembno, da pridobimo čim več informacij o trenutnem stanju pri vas, o stanju kuhinje, v katerem se trenutno vaša kuhinja nahaja. Kaj želimo rešiti v kuhinji? Ali je to problem previsoke vlage, problem temperatur pozimi, ali je to problem prepiha, ali je to zaradi tega, ker ni dovolj osvetljeno. Se pravi, to so vse parametri, ki jih lahko tukaj odkljukate, in hkrati vas prosim pri tem, ko odkljukate, da tudi napišete, kakšni so pa ti parametri. Ok, pri prepihu ne morete napisati, da je velik, majhen, srednji in tako naprej, ampak kar se pa tiče temperatur, pa ja, tudi problem nabiranja maščobe, to so stvari, ki jih odkljukate, kajti to so zadeve, ki so poznane v kuhinji in se lahko nabirajo po zidovih, po posodi, po opremi notranji. No, če pa je veliko vlage, zakaj je veliko vlage, kje se nahaja, kje se tvori, čim več teh informacij je pomembno. Eno je, kot rečeno, samo odkljukati to polje, drugo pa še kaj napisati. Ta opis lahko pišete tukaj zraven, lahko to ročno, lahko pa tudi v mailu napišete. Ko v mailu potem to checklist vrnete, je mogoče smiselno, da se glede na točke potem navežete na vsako posamezno točko, točka 1, na primer, in opišete, kaj trenutno je tisto najbolj pereč problem pri vas, na katerega mi moramo potem pri snovanju konceptualne rešitve dati največ poudarka in največjo pozornost. Kako je trenutno izvedeno ogrevanje kuhinje? Je pomembno, ali tudi hlajenje. Mnogokrat so v kuhinjah nameščeni split sistemi in je smiselno te split sisteme tudi opisati, da so, da hladijo, ampak da povzročajo prepih, pihanje po glavah. Se pravi, to so vse parametri, ki so za nas pomembni. Posnetek stanja je naslednja točka, ki je, mislim, da najpomembnejša pri snovanju kuhinje, prezračevanje in hlajenje, predvsem zaradi tega, ker opišete vse kuhinjske aparate, vso kuhinjsko tehnologijo, ki jo imate, z močmi, kakšne so priključne moči in z njihovim virom energenta, ali je to plin ali je to električna energija. Tukaj vemo, je dostikrat težko to napisati, kajti te tablice so zastarele ali jih ni. Tam, kjer tega ni, kjer res tega ne morete najti, opišite, čim bolj opišite ta stroj, zmerite ga, podajte dimenzije, ponovno spet naredite to v dodatnem dokumentu in nam ga pošljete, kajti to je osnova za to, da lahko mi izračunamo skladno z standardom za prezračevanje kuhinj, da lahko izračunamo ustrezno količino zraka. Seveda, če je teh elementov več, jih še kar zraven dopišite v spremnem dokumentu. Naslednje, kar je za nas pomembno in zato, da začnemo snovati rešitev prezračevanja kuhinje, je tloris, se pravi gradbena podloga. Najsi je to že, kar imate v AutoCAD-u, v DVG podlogi, to je sicer najbolje. Hkrati lahko pa je to iz projekta, skeniran list, ki ga priložite zraven, ali pa tudi celo ročna skica. Se pravi, tudi ročno skico lahko narišete, pa probajte čim več mer podati, se pravi dolžina, širina, in tudi prerez, višina prostora. Pomembno je, da tudi narišete, kje so vrata, kje so okna, do kakšne višine so okna. Naprimer, da vemo, ali je potem, če je strop zmontiran, kuhinjski, naprimer, ali se okna dajo odpirati, ali se ne dajo odpirati. So to fiksno zaprta okna, ali so okna, ki se odpirajo. Čim več takšnega opisa podajte v samem tlorisu, če ga ročno risate. En takšen primer kuhinje, ki je narisan, je tukaj, zato smo vam samo hoteli prikazati kot primer, kako je to narisano. Ni pa to seveda kot neke vrste vodilo, ni pa to zdaj, da mora biti vedno tako narisano. Kot rečeno, če imate AutoCAD podlogo, je super, da nam pošljete z prerezi, da tudi vidimo, kakšne so višine, kje so kakšne preklade, kje so kakšni nosilci, na katere moramo paziti, da ne moramo za inštalacijo iti skozi njih. Vse to so parametri in podatki, ki so zelo dobrodošli za to, da mi lažje potem pripravimo konceptualno rešitev. Kot primer ene take skice, vidite, tudi shramba je narisana, se pravi, tudi spremljajoče prostore vas prosimo, da je zraven narisite hladilnico, vse to sodi v kuhinjo in vse to smiselno, da se pripravi.
Kakšne so potem vaše pričakovanja pri vsem skupaj? Kaj želite v kuhinji doseči? Ali želite spet potrebno opisati, ali želite izdelati si projektno dokumentacijo, ali pričakujete prezračevalno napravo za rekuperacijo, ste sodelovali mogoče na razpisu, pa je to eden izmed načinov ali pa pogojev, da ga izpolnite pri prezračevanju kuhinje. Želite iti v price performance rešitev ali premium rešitev, se pravi energetsko najučinkovitejšo stvar, najučinkovitejšo rešitev, ker hočete rešiti to na dolgi rok. Želite tudi hladilni agregat za hlajenje zraka, novo kuhinjsko napo ostaja obstoječa ali prezračevalni strop, ste s kuhinjsko napo nezadovoljni, pa bi radi poskusili kaj drugega. To so vse stvari, ki je smiselno napisati, kot rečeno, eno je, da se to odkljuka, drugo pa je, da še podate zraven kakšen komentar. Vse te točke, ki so tukaj, so kot neke vrste opomnik, zato da vas spomnijo, o čem razmislite. Verjamem, da vam to vzame kar nekaj časa, vendar začetni čas vložen v to pomeni, da bo potem končna rešitev tudi kakovostnejša in da bomo lahko in lažje zajeli vse tisto, kar vas muči in vse to, kar razmišljate in kar planirate, da boste storili. Pomembno je, da napisate, kakšne so dodatna vaša pričakovanja, kaj želite v kuhinji doseči. To res ne želite imeti več prepiha, da hočete imeti masne posode, masnih sten, da hočete imeti idealno osvetlitev delovne površine. Se pravi, da tudi pomembno je, da opišete, kakšni pa so predvideni vaša tehnologija v prihodnje. Tudi to je zdaj pomembno v tej fazi razmišljati, opisati, zapisati, zaradi tega, da se to upošteva tudi v dimenzioniranju sistema prezračevanja kuhinje, da potem, ko boste čez par let šli v neko novo tehnologijo, da je to upoštevano in da je to že zajeto, da se potem ne spreminja investicija ali pa oprema, ki se je namestila sedaj za to investicijo. Pomemben podatek, ki ga potrebujemo, je višina investicije. Koliko ste pripravljeni vložiti denarja v prenovo ali v sanacijo kuhinje. Mnogokrat investitorji se ne odločijo podati te vrednosti zaradi tega, ker špekulirajo, da bomo zdaj točno na osnovi tega denarja mi tudi njim določili investicijo. To ni res. Namreč z višino investicije nam podate merilo, do katere vrednosti oziroma v kakšnem obsegu pa gremo lahko z samim posegom, na kaj moramo razmišljati in kaj moramo zajeti. In to je potem nam vodilo, da vam to tudi predstavimo. Poglejte, z to opremo ali pa na ta način, ko ste vi opisali, vse tisto, kar ste zgodaj napisali, v tej investiciji ne bomo mogli pokriti. Zgodilo se bo, da bo nekaj več. Začeti je potrebno sprejemati kompromise. To so potem ideje in naslednji koraki, ki jih pač skupaj z vami lahko predebatiramo. Zato je to več kot pomemben podatek, kakšna je vaša višina investicije in kaj pravzaprav pričakujete, koliko denarja ste pripravljeni vložiti v to. Ali je to samo prezračevalno napravo delate, zato smo tu tudi že razdelili, ali prezračevalni strop napo, ali pa v kanalski razvod. Enako pomembno je tudi vaš časovni okvir. Vi točno veste, kako dolgo lahko imate kuhinjo zaprto, restauracijo zaprto, kaj to pomeni pri vas, pri vašem izpadu dohodka. Zato je pomembno, da mi vemo, v kakšni fazi, v kakšnem času lahko dobimo, da se lahko tudi znotraj projekta potem določi faznost, da se lahko ugotovi, ali bomo sploh dosegli v tem časovnem okvirju opremo ali ne, bomo lahko sploh dobavili in seveda je pomembno, da to opišete, ampak poskušajte biti čim bolj realni. Danes dobavni roki opreme so dolgi, to traja tudi več kot 2 meseca, zaradi tega je smiselno o tem seveda razmišljati. V tem priročniku vas napeljemo tudi na to, kakšni so naslednji koraki. Potem, ko mi dobimo vsa ta vprašanja na odgovore v checklisti, mi pripravimo eno konceptualno rešitev za oceno investicije. In s to rešitvijo, s tem predlogom iz ocene investicije pridemo k vam na sestanek. Takrat tudi opravimo ta prvi ogled, ki nam potrdi ali ovrže naš koncept in najdemo druge možnosti ali pa poiščemo takrat konkretno neke druge lokacije, bi rekel druge podatke, ki nam pomagajo, da ta koncept dopolnimo.
Mnogokrat se zgodi, da ni velikega odstopanja, samo lokacijsko se morda kakšna zadeva spremeni in lokacija potem se tukaj potrdi. Bolj, ko so natančni podatki, ki od vas dobimo, bolj natančne potem tudi seveda ta koncept in manj je potem nekih dodatnih ali pa nekih sprememb pa dodatkov pri nadaljnih korakih. V primeru, da je to za vas sprejemljivo in da tu najdemo možnost sodelovanja, potem mi vedno predlagamo, da izdelamo ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije, trdimo, da je projektna dokumentacija pomembna, da se izvede, kajti z njo se definirajo vsi parametri, hkrati pa dobite na transparenten način višino investicije preko popis materiala del in pridobljanja ponudb. Seveda se sklenemo dogovor, se da naročilnica, podpiše pogodbe, pristopimo k izdelavi projektne dokumentacije, vi to projektno dokumentacijo, ko je izdelana, dobite in potem pristopite k pridobivanju ponudb za izvedbo. Tukaj se pa potem nadaljno začnemo dogovarjati, kako bomo sodelovali. Ali bo to sodelovanje, da želite vse preko Menerge, je možno, to je stvar dogovora, ali pa imate svoje izvajalce, ki vam bodo izvajali to delo. Menerga se pa pojavi kot nadzor na objektu in dobavitelj ključne opreme. Se pravi, to je pa drugi način sodelovanja. Ali pa imate že vi vse nadzor in vse rešeno in samo Menerga dobavi ključno opremo, potem pa vam tudi vso to opremo zaženemo in opravimo izobraževanje in šolanje za vas. Naslednjo, kar je pomembno, da dobimo vaše podatke, da vas vpeljemo v našo bazo, vstavimo v bazo in da v bistvu z vami lahko nemoteno komuniciramo. Torej, to je neki način poteka sodelovanja z vami. Vse to še imamo na kratko opisano tukaj v nekaj točkah, kako poteka to naše sodelovanje s strankami, da vidite točno, da dobite malo ta potek, vpogled v to, na kakšen način poteka izvedba ene take vaše investicije, kot je tukaj. Mi seveda, kot rečeno, želimo to narediti vedno z projektno dokumentacijo. Nikoli ne želimo kar priti, ogledati si objekt in kar dati ponudbo za izvedbo. Ne, zaradi tega, ker so to preveč zahtevne stvari, preveč zahtevni parametri za to, da bi to na ta način delali. Zdaj, moramo narediti projektno dokumentacijo, moramo izračunati, vse moramo zrisati in takrat verjamemo in smo prepričani, in to se tudi dokazalo skozi prakso, da so rešitve potem najboljše in je potem zadovoljstvo, to, kar je namen vsega skupaj vas in nas, izpolnjeno. To je na kratko o tem priročniku in izvedenih in checklistah. Na koncu še pa imate primer izvedenih rešitev, kjer lahko pogledate si videe, kako so se določeni objekti že izvedli, tako da tudi tu že dobite osnovne informacije o vsem skupaj. V primeru, da boste kljub temu, ko boste to checklisto izpolnjevali, imeli vprašanje, dodatne vprašanje, da se porajajo ta vprašanja in ne veste, kako naprej, vedno smo tukaj za vas, da nas pokličete in skupaj z vami odgovorimo na določene vprašanje, vi to zapišete in potem nam pošljete nazaj. Se pravi, ne se bati izpolniti ali poprašati in poklicati, kajti skupaj to rešimo in vsaki taki parameter ali pa en parameter več je dosti bolj dobrodošel, kot pa en parameter manj za to, da lažje pripravimo rešitev, ki si jo vi na koncu tudi želite. Toliko za enkrat, v primeru, da pa, kot rečeno, so določene vprašanja, smo seveda z veseljem na razpolago tukaj pri vas. Hvala lepa.